Sem Meta Ravnikar in z mojim možem Markom sva lastnika te hiše ki jo bomo danes malo bolj natančno predstavili. Gre za prenovo stare hiše iz leta 1926 oziroma mogoče še starejše. Zelo sva vesela na ves les, ki naju obdaja, zelo imava rada odprte prostore. V našem novem domu se midva zelo dobro počutva. Mislim, da sva komaj zdaj prvič res spoznala, kaj pomeni to dom. Všeč nama je ta izhod direktno na vrt, ker sva si ga vedno želela, in še odprt prostor, ki nama dodaja eno posebno energijo. Gradnja je trajala slabi 2 leti, od takrat, ko smo se odločili, da pač bomo nekaj gradili. V bistvu sama gradnja pa eno slabo leto od gradbenega dovoljenja naprej. Z izvajalci sva imela kar srečo, ker je tudi biro prevzel izbor izvajalcev. Sva pa pri gradnji zelo aktivno sodelovala, bila sva v bistvu kar malo koordinatorja na gradbišču. Najbolj pa sva se angažirala pri obnovi oken in vrat. In na to sva res zelo ponosna. S pomočjo restavratorja nam je res uspel en lep izdelek narediti. Zelo nama je všeč les, da smo se odločili za svetlo les, to nama je izredno všeč. Zelo nama je všeč teraso, ki smo ga uporabili namesto parketa, ki smo ga prvotno midva želela. Zelo nama je všeč, da sva prišla do kamina, ki ga v prejšnjem stanovanju nisva imela. Svetovala bi, da si poiščejo arhitekte, ki imajo znanje in vizijo, ker midva nisva vedela, da se novo in staro lahko tako lepo naredi, tako lep ambient. In zdaj sva neizmerno hvaležna, da sva se lotila prenove in da se nisva odločila za novogradnje. In pri tem so nam arhitekti neizmerno pomagali in nama dali veliko moči, da sva to zdržala, ker ni bilo tako enostavno. Ker najina velika želja je bila vedno nova gradnja. Pozdravljeni, sva Žiga Ravnikar in Eva Senekovič. Prihajava iz biroja A2O2 Arhitekti, kjer sodelujeva skupaj še z Andražem Keršičem in Klaro Bohinc. Vsak bivalni prostor sigurno mora biti v prvi meri zasnovan po meri ljudi, ki bodo v njem živeli. Se pravi, da pri snovanju bivalnih prostorov se vedno odzivamo na želje naročnikov. So pa sigurno ene splošne lastnosti, ki jih mora vsebovati, v smislu naravne osvetljenosti, prijetne klime, izbora materialov, predvsem so to lahko naravni materiali. V bistvu mora biti bivalni prostor tudi dovolj fleksibilen, da se lahko prilagaja različnim situacijam v življenju in različnim lastnikom. In pa da je zasnova kar se da odprta, da so prostori svetli, povezani, fleksibilni, kot je rekla Eva, in da imajo pač tudi kot v primeru te hiše dober stik z zunanjim prostorom, da je ta povezava čim bolj direktna. Hiša je bila ena redkih še tipičnih ohranjenih hiš v Domžalah. No, kljub številnim novogradnjam smo se z lastniki odločili, da hišo obnovimo in jo v bistvu spremenimo v primerno za sodobno domovanje. Čeprav ne gre za zaščiteno arhitekturno dediščino, se nam zdi pomembno ohranjanje tudi anonimne arhitekture, ki pripomore k ohranjanju identitete kraja in grajenega tkiva. Investitorja sta imela v bistvu 3 ključne želje, katerim smo pač sledili, in to so sicer, da imata spalne prostore v etaži, da imata čim boljšo povezavo parterja z zunanjim prostorom in pa da imata dovolj shranjevalnega prostora, tako da tudi temu pač smo sledili pri zasnovi samega objekta in potem izvedbi. Sigurno je na začetku veliko časa bilo posvečenega temu, da smo se sploh dogovorili, v kakšno smer bomo šli pri prenovi, oziroma najprej bilo sploh mišljeno, da bo to nova gradnja, pa smo prek
veliko pogovorov prišli do tega končnega zaključka, da bomo hišo pravzaprav prenovili in jo prilagodili za njuno bivanje. Je pa pol tekom procesa gradnje oziroma projektiranja zelo pomembno, da pride med naročnikom in arhitektom do enega zaupanja in samo na ta način v bistvu lahko postane projekt dober. Izvajalce dodajamo na podlagi izkušenj pri prejšnjih projektih in tudi pri tem je bilo dejansko tako, da smo v bistvu sodelovali z ekipami, s katerimi smo v večini primerov že prej bili v nekih projektih skupnih, tako da na ta način je tudi to zaupanje bilo že malo prej vzpostavljeno in smo zato te zahtevnosti samega projekta oziroma nivoje lažje dosegali. Gradnja je bila zelo kompleksna, tako da v bistvu tukaj smo imeli izredno srečo, kar se tiče izvajalcev in sodelovanja z njimi. Tako da smo objekt skupaj lahko pripeljali do dobrega končnega rezultata. Tako da v bistvu vsi ti detajli in naše tudi zahteve so bili potem z njihove strani upoštevani in smo pač skupaj na ta način projekt zapeljali dobro do konca. Celotna hiša se ogreva prek sistema talnega ogrevanja, ki je izvedena v celotnem parterju, dopolnjuje se ga pa v bistvu po potrebi s kaminom. V zgornjih etažah pa razen kopalniškega radiatorja ni v bistvu drugih ogreval, ker zaradi same zasnove objekta temu ni potrebno. Kar se pa tiče prezračevanja, je pa hiša zasnovana tako, da je v bistvu naravno prezračevanje zagotovljeno prek smiselno umeščenih odprtin objekta. Naravno osvetlitev smo dobili prek premišljeno umeščenih novih oken in pa prek teh obstoječih starih, obnovljenih oken. Srednji del bivalni je osvetljen prek tega velikega okna, ki vodi na vrt in tudi hišo povezuje z vrtom, in prek manjših ostalih novih oken in pa novih strešnih oken, ki osvetljujejo tako spodnje prostore kot galerijo. Glede umetne osvetlitve pa je rešena na teh jeklenih nosilcih, ki so v bistvu to je vsa glavna osvetlitev, ki osvetljuje tako zgornje prostore kot spodnje prostore. Potem pa je še ta velik bivalni prostor osvetljen z lučjo. Mislim, da je pri tem projektu zelo zanimiva ta simbioza oziroma preplet obstoječega in novega, kako v bistvu to novo dodano nadgrajuje obstoječe in v bistvu mu dodaja dodatno kvaliteto, berljivost, tako da uspeli smo ohraniti bistvene elemente, to se pravi stare opečnate zidove, stavbno pohištvo, ki v bistvu pričarajo ta star ambient, katerega smo pa potem z novimi elementi dodajali in mu omogočili spremembo v sodobno domovanje. Se mi zdi, da je ta hiša lahko en lep zgled, kako ohraniti stare hiše in staro mestno tkivo in ga prenoviti za sodobno bivanje. Ker je bila tudi finančna konstrukcija tega projekta omejena, smo v bistvu iz teh enostavnih materialov poskušali doseči čim več. V bistvu gre pa za zelo kompleksne detajle, stike materialov, ki pa potem dvignejo v bistvu te navadne materiale v nekaj več mogoče. Ohranili smo obstoječo opečno strukturo, lupino, obod hiše, potem preplastili smo ga z naravnimi svetlimi apnenimi ometi. Medtem ko v tem dialogu starega in novega vse, v bistvu, kar je dodano, nastopa v materialu, v lesu in v bistvu je ta dialog med obstoječim in novim tako ves čas jasno berljiv. Vse skupaj pa povezuje brušen betonski tlak teraco, ki v bistvu to navezavo in povezovanje z zunanjim prostorom dela še bolj direktno, tako da je ta meja nekako, bom rekel, zabrisana. Kar se tiče odnosa med obstoječim in dodanim, je to jasno tudi, kar se tiče posegov v obstoječo opečnato strukturo, tako da tukaj vidimo kvadratno okno, ki smo ga umestili na vzhodno fasado objekta in s tem zagotovili povezavo s drugim delom parcele. Hkrati pa ta okenska niša služi tudi kot klop za posedanje, branje. En mogoče zanimiv element hiše je tudi lamelna lesena stena, ki zastira letno kuhinjo. V bistvu je to tudi konstrukcijski element, ki podpira streho. Je pa zelo zanimiv detajl, kako smo v bistvu diagonale spravili skozi vse te lesene stojke, tako da so čim bolj skrite in nevidne.
Največja odprtina novega dodanega lesenega volumna v bistvu omogoča preko harmonika stene različne nivoje zagotavljanja intimnosti, senčenja glede na letne čase oziroma dele dneva. Obstoječe stavbno pohištvo sta lastnika skupaj s pomočjo restavratorja sama obnavljala. V 6 mesecih sta skupaj z vrati obnovila v bistvu vse elemente. Tako da to je en velik doprinos bil k samemu projektu za v bistvu ohranjanje tega starega ambienta. Vsi novi posegi se odmikajo od obstoječega in v tem konceptu smo tudi zasnovali v bistvu galerijsko etažo, ki se samo preko 4 jeklenih okvirjev naslanja na obstoječo strukturo. Želela bi povedati, da tudi če je človek malo starejši, da se splača poskusiti kaj novega, tako kot sva midva se odločila, in da zelo uživava v tem, kar imava zdaj.